horoskop za mesec junij je tukaj, sem Andreja Novak, astrologinja in še kaj. Kaj prinašajo torej zvezde v mesecu juniju? Pestro, zanimivo, dinamično bo in na koncu meseca je retrogradni Merkur, tako da se začenja, tako da aktivno vse dni do konca meseca pa bo super. 1. junija Merkur preide v znamenje Raka, kar pomeni, da se začenja romantično obdobje, sproščeno obdobje ljubezni, ko vam bodo besede zlahka šle od srca. 13. junija se Venera preusmeri v znamenje Leva in boste zacveteli, zasijali in doživeli veliko sreče navzven. 15. junija je Mlaj v dvojčkih, kar pomeni nove priložnosti za komunikacijo, za medsosedske odnose, tudi za selitev v bližnjem okolju. 19. junija se zgodi večji premik, Kiron gre v znamenje Bika, kar pomeni, da se ovni razrešite ran in občutljivosti, ki preidejo na znamenje Bika, tako da biki boste vstopili v svojo globinsko zdravilno fazo za dlje časa. 21. junija se začne poletje, sonce preide v znamenje Raka, najboljše obdobje, ko se vsem nekako naljubi več delati, si iščete čas zase, za flirtanje, za izlete, za romantiko, kar sonce v Raku spodbuja. 28. junija gre Mars v znamenje Dvojčka, kar prinese voljo, a ne vztrajnosti v eni smeri. 29. junija se začne obdobje retrogradnega Merkurja, ki traja mesec dni, tako da to je čas, ko si spočijete zlepa ali zgrda, kajti nič ne bo šlo tako, kot si želite. 30. junija se zgodi polna luna v Kozorogu, kar pomeni, da je čas za praznovanje, predvsem delovnih dosežkov, čas za pregled, kaj ste naredili dobro in kar je treba ponovno pogledati, kar obdobje retrogradnega Merkurja tudi podpira. 30. junija pa se zgodi večja sprememba, Jupiter vstopi v znamenje Leva, kjer ostane 1 leto. Levi boste doživeli svojo srečo in tudi vse tisto, kar je podpira, da naredite korake naprej. Kaj vse prinaša Jupiter v znamenju Leva, bomo pogledali drugič. Zdaj pa poglejmo, kaj junij prinaša posameznim znakom. Ovni boste aktivirali se v vezi prijateljstev, znanstev in se še zadnjič pogledali, kdo od okolice vam želi kakorkoli škoditi, kajti ko Kiron preide ven iz vašega znamenja, se prenehajo občutljive faze in ste bolj sproščeni, končno si boste ovni lahko oddahnili. Biki imate drugo situacijo in sicer vaš čas je, da vstopite v svoje podzavestno doživljanje, da pogledate, česa vas je strah, česa se bojite, zakaj ne skomunicirate stvari in Mars je v vašem znamenju, kar pomeni, da boste bolj jezljivi, tudi bolj aktivni, a nič ne bo tako, če ne boste spregovorili tega, kar si želite. Tako da biki, vaša naloga je komunicirati iz pravih energij, kajti to je čas, ki vam bo potem, komunikacija vam bo prinesla odrešitve. Dvojčki ste na polno aktivni, Uran je v vašem znamenju že od konca aprila, kar pomeni, da ste polni energije, nemira in tudi nestrpnosti do drugih. Vse bi želeli narediti sami, kar vam bo tudi uspevalo. Čas retrogradnega Merkurja, konec meseca, pa poskrbite, da v juliju imate čas zase, oziroma da pregledujete stare napake, da vidite, kje ste se zataknili, to je optimalno za vas. Raki, prihaja vaš čas, Merkur v vašem znamenju bo cel mesec, kar pomeni, da boste obilo komunicirali. Pomembno je, da komunicirate tisto, kar si res želite in ne tisto, kar trenutna situacija prinese na plano. Če se boste naučili dobro komunicirati, potem vam junij lahko prinese še zadnje darove, kajti Jupiter je še v vašem znamenju vse do konca meseca, kar pomeni, da lahko vse, kar ste v enem letu dobrega aktivirali, lahko v juniju požanjete oziroma si naredite nove temelje za naprej.
Levi boste sproščeni, Venera bo v vašem znamenju od 13. junija naprej, kar pomeni, da boste vibrirali ljubezen, sproščenost, lepoto in tudi ponos. Glejte, da ne boste preveč samozavestni v napuhu, kajti zamudite lahko prijetne priložnosti za ljubezen in tudi denar. Device, imate še čas, da razrešite doma, kar se tiče temeljev družine, izvorne družine, kajti južni vozel, se pravi karma, je še vedno pri vas in v mesecu juniju vas spodbuja, da naredite preboje znotraj sebe in da končno počistite dom, se odselite z vso navlako ali brez nje, samo potrebno je resnično počistiti vse, kar vas muči, tako fizično kot čustveno. Device, zdaj je čas za to in tudi julij bo potem še zaradi Merkurja retrogradnega pomemben, da razmislite o vsem, kar se je nazaj v vašem življenju dogajalo, kje ste delali napake. Tehnice, boste v mesecu juniju kar malo odsotne od dogajanja, zdelo se vam bo, da se drugim veliko dogaja, poskušali boste komunicirati, ne bodo vas preveč slišali, zato boste ali se umaknile ali pa začele spreminjati filozofijo življenja in se malo bolj potrudile za tiste ljudi, za katere vam je mar. Priložnosti vam lahko pobegnejo, če boste čakali, da drugi naredijo prvi korak, tako da tehnice kar aktivno v vse situacije, kjer si želite biti zraven. Škorpijoni, imate priložnost v mesecu juniju narediti zdravstven preboj, se postaviti zase v službi na pravi način, zadihati v svoje dobre energije in lažje boste skomunicirali vse do sedaj. Ko bo prišel Merkur v retrogradno fazo, se pravi konec meseca in začetku julija, boste razmišljali, kaj vse še lahko naredite, a takrat počakajte. Se pravi, cel junij aktivno v besedah, mislih, tudi dejanjih, pa boste škorpijoni kar hitro na zeleni veji. Strelci, imate v mesecu juniju čas za odnose, čas za ljubezen, še zadnji čas je, da vam Jupiter v raku prinese družinske spremembe, spremembe tam, kjer si želite resnično zamenjati situacijo. Strelci, vaša je moč v črni luni v vašem znamenju, kar pomeni, da se lahko upirate vsemu, kar vam se ne da več. Torej, pogumno, strastno v junij in prinesel vam bo samskim novo ljubezen, drugim pa okrepljene dobre odnose in junij si boste zapomnili ob večji sproščenosti in ob tem, da boste končno lahko zaživeli po svoje. Kozorogi, imate v juniju priložnost zadihati, se začutiti in postaviti meje, kar se tiče javnosti, odnosov s prijatelji in znanci. Kar naenkrat boste spoznali, da preveč časa porabite za druge in boste ustvarili novo polje za novo doživljanje, tako da boste kozorogi konec junija zadovoljni s sabo, malo se boste odmaknili, a poželi večje rezultate, kot ste računali. Malo boste jezljivi, a z jezo boste hitreje reševali stvari. Vodnari, imate v mesecu juniju priložnost odpotovati na daljše potovanje, se povezati s svojo srčno energijo ali se vpisati na daljše izobraževanje, ki vam bo prineslo velike rezultate. Lahko se boste začeli pripravljati na selitev v tujino, ki bo potem čez par mesecev, ampak vodnari, ne glejte malo ozko na svoje življenje, poglejte na vse iz širše perspektive in dovolite, da se vam začnejo dogajati čudeži, da spremenite oziroma spustite nadzor iz svojega življenja, iz svojih načrtov. Veliko več dogajanja v plus bo, če opustite zavestne načrte, ki jim sledite.
Ribe imate v mesecu juniju še zadnjič priložnost, da poglobljeno naredite vpliv na druge oziroma da sledite sproščeno usodi. Karijera bo na vrhuncu oziroma boste imeli priložnost stopiti ven iz množice, pokazati, kdo ste in se postaviti v prvo vrsto, kar se tiče napredovanja. Konec meseca, ko bo šel Merkur retrogradno, boste zadovoljni s svojimi dosežki, sočasno pa boste imeli polno dela in aktivnosti, kaj je tisto, kar si želite v juliju potem popraviti, tako da vam ne bo dolg čas, hkrati pa boste imeli polno podporo zvest, če boste le sledili zvesto sebi. Evo, to je junij, ki vam prinaša večje spremembe šele konec meseca, ampak junij je čas za dobro življenje in potem bo julij se lepo izšel. Hvala vam za pozornost in srečno ter sledite srečni usodi, ki vam jo zvezde podpirajo.